marsikdo me sprašuje, če še politični analitik, kaj bo na volitvah. Niti SDS, niti Gibanje Svoboda ta hip ne vesta prav dobro, komu in koliko jemlje. V Sloveniji igralci redko menjajo blok, hitro menjajo klub znotraj bloka. Komaj čaka, da se tekma konča, da reflektor ugasne in da gremo domov. To je moj vtis. Dobrodošli v tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Kdo pa nas še gleda danes? Ja, danes nedvomno Janez Janša in Anže Logar. Ja, pa harmonikarji in tisti komunisti, ki harmonikarje enačijo kar z nacisti. Po vsej verjetnosti tudi škaljarski klan, ki v Sloveniji dobiva pred volitvami svojo politično stranko. In pa lažni policist na Brniku ter vsi drugi, ki nikakor ne želijo zamuditi teh svežih politično-družbenih analiz. Ne? Peter, najprej na začetku epizode kratka zahvala najni zvesti publiki, še posebej naročnikom in podpornikom. Posamezne inserte zadnje epizode minuli petek je pogledalo občutno preko 100,000 gledalcev, kar je res zavidljiva številka. Ni pa časa, da bi zaspali na anketah in bili preveč samo zadovoljni, želimo biti še boljši. Ja, ko omenjaš anketo, ko želimo postati še boljši, se obračamo na vas, dragi gledalci, drage gledalke. V zadnjih epizodah vas je že preko 20,000, na kar smo hvaležni. Želimo si ugotoviti, kaj vam je všeč in kaj bi radi še videli, v čem se lahko še izboljšamo. Zato v opisu pod videom najdete tudi anketo, v katero vas lepo vabimo, da jo izpolnite in nam s tem pomagate pri rasti in izboljšavah tedenskega safarija. Ne? Če vas bo vsaj večina, ki gledate, še izpolnila anketo, potem, Peter, bo to vzorec, ki ga lahko glavne javnomnenjske agencije zavidajo. Ne? Vsekakor. Okay. Ampak, ko smo že pri agencijah, oziroma ki merijo volitve, so verjetno tudi oni spremljali Tarčo. Vsekakor. Jaz bi na hitro pokomentiral prav v tem vrstnem redu, kot od leve proti desni stojijo v studiu oziroma so stali. Zoran Stevanovič, ne vem, če se boš strinjal, ampak zdi se mi, da vedno, ko nastopi kot outsider, in to je bilo recimo v kampanji za evropske volitve, takrat mu gre. Ko nima nobenih možnosti na anketah, takrat sproščeno preseneti v studiu, ko pa ankete pokažejo, da bi se morala neka oddaja vrteti okoli njega, pa nekako mu ne gre, oziroma ocenjujem zadnji mesec njegove medijske nastope kot izrazito slabe, recimo. Mislim, če že vzamem Zorana Stevanoviča, Zoran Stevanovič je vrhunski politik, ko mora nekje iz ozadja izvršiti 3 neke catchy stavke, ki palijo v neki specifični publiki. Celo bi lahko si upal reči, da si dela zelo lepo segmentacijo, pa neke recimo prosrpske, pa neke proruske, pa neke ki nasedajo na to protikorupcijsko in tako dalje. Ko pa se začne resno ukvarjati, ko postane stranka, bomo rekel, malo bolj resen faktor in se z njo resno začne ukvarjati tudi resnejši akterji, takrat pa potem počasi začne zmrzovati. Zazeva praznina. No, drugi Miha Kordiš, pustimo zdaj, da se mi o večini stvari strinjamo ali ne, v glavnem se ne, ampak od mene tokrat kompliment. Primerjam z nekom, ki služi podobnemu segmentu volivcev, recimo Urošu Macerlu, ki so ga poslali iz skupne liste Levica Vesna. Mislim, da če so ti blizu skrajno levi družbeni eksperimenti in bi to rad volil kot opcijo na volitvah, potem po mojem moraš veliko raje obkrožiti mi socialisti od Mihe Kordiša, kot Macerla, ki je bil sploh sinoči v defenzivi na točki, ko je dobil očitek Jerneja Vrtovca in Anžeta Logarja, da v bistvu vstopa v scenarij, kot bivši nevladnik in okoljevarstvenik vstopa v scenarij inženiringa za drugi Golobov mandat. Sploh ni vedel, kaj bi rekel nazaj in je kar zmrznil. Bova pokazala še ta izsek, ampak mogoče še najprej, da jaz pokomentiram Kordiša. Kordiš je vrhunski demagog, pravzaprav celo svoje življenje gradi na tej demagogiji in je v tem kontekstu recimo za razliko od Uroša Macerla, ki je vendarle nek okoljski aktivist, ki je že v življenju kaj naredil, ki je kmet, ki se je boril z Lafargem in si upam celo reči, da ga Levica in Vesna do neke mere celo politično izkoriščata to njegovo, bom rekel, hkrati naivnost in po drugi strani, iskrenost in po drugi strani politično naivnost, je
je Kordiš pravzaprav tisti profesionalni blefer, ki je imel dovolj časa že v karieri, da si je do tega, da je to izpopolnil. Razlika v činu med njima je bila vidna. Ja. Zdaj sem 3 že omenil, pa nisem šel čist po vrsti, ker sem šel tja na Rob Hmacerlu, bom zdaj šel na Prebiliča. Retorično sicer standardno dober, to vedno je, ko dobi besedo, ampak eno stvar pa ne morem, da jo ne bi iz nastopa v nastop bolj opazil, popolnoma brez želje, brez žara, deluje mi, če se malo športno karikiram, komaj čaka, da se tekma konča, da reflektor ugasne in da gremo domov. To je moj vtis. Ja, se mi zdi podoben, ampak poglejva morda res zdaj ta duel med Logarjem Vrtovcem in Macerlom, delno tudi Prebiličem. Glejte, meni danes očitati, da sem karkoli kriv za stanje, kakršne je. Ne, jaz še nisem bil v vladi in tudi Vesna še ni bila. Prihaja pa zato, da bo te probleme reševala in da jih ne bo več. Ravno zaradi tega zavračanja odgovornosti. Gospod Macerl je trenutno predstavljen pod odgovornost, da se izjasni. Ali je kršitev integritete, ki bremeni predsednika vlade, dovolj velika, da reče tu na tem mestu ne? Za takega, s takim predsednikom vlade mi ne moremo sodelovati. Jaz lahko to rečem. Vi pa ne morete... Ničelno toleranco imam do korupcije. Ničelno. Samo to lete. Nova Slovenija je bila edina politična stranka, ki ni glasovala za poroštvo T6, toliko tem. Ampak to, kar je govoril gospod Prebilič, glede integritete in dogodkov vizavi predsedniku vlade. A veste, jaz vas potem popolnoma ne razumem, zakaj se udeležujete kosil in sklepate vnaprej koalicije z nekom, s katerim se ne strinjate, oziroma ste do njega kritični. Torej, dajmo postaviti res karte odprto na mizo in se pogovarjati o tem, kaj je tisto, gospod Prebilič, maksimalno dobro, ki lahko definira našo družbo, ki je tukaj demografija, višja rodnost. To je tisti največji problem, s katerimi se mi soočamo. In dajmo se tukaj poenotiti kot ključnih stvareh, pred katerimi je država. Kajti vse ostalo, gospe in gospodje, je ta kaos, ki smo mu danes priča. Ja, prej sem pri Prebiliču rekel, brez žara, brez volje, ne uživa v tekmi, no ravno obratno sem opazil pri 2, ki sta odskočila v tej debati sinočni kot politična prvokategornika ali pa težko kategornika Logar in Vrtovec. Polna elana, vidi se, da tekmujeta, in bi rada do nekih procentov, ki morda sploh enemu, ki ima novo stranko, pa NSI-ju zgodovinsko niso uspeli. Skratka, določala sta tempo razpravi, in to sicer še bova v nadaljevanju, ko bova omenila prvo volilno napoved Mediane, ampak pod določenimi pogoji, kasneje razložim katerimi, se mi zdi, da nobena stranka, ne NSI, ne demokrati, niso povsem brez mandatarskega potencijala. Ja, ravno to, Logar je pravzaprav ta teden skakal dobesedno iz vsake konzerve in mislim, da je odlično se pozicioniral za ta začetek volilne kampanje. Dokaj šibki rezultati na anketah do sedaj, tudi nenazadnje prisotnost na terenu in v javnosti je bila pod pričakovanji recimo do tega tedna. Ta teden precej uspešno eskaliral. Podobno Jernej Vrtovec, ki ima za sabo pravzaprav to združitev oziroma dokončni podpis dogovora skupne liste, o čemer tudi še v kratkem. Nič, evo, naslednja tema, Peter, ki je dala nekaj barve, okusa, vonja in čustev v ta notranje politični teden. To je zgodba, ki je izpred novega leta in je bila pogreta v mikrovalovki nekako ta teden. Zgodba o harmonikarjih in trubačih v Ljubljani. Zdaj, moj uvodni komentar, da to odprem, je, Golob je imel takoj po novem letu Osankarico in Dražgoše. Janša je to seveda opazoval in ugotovil, da Golob po novoletnem mrtvilu segreva svojo volilno bazo. Zato v bistvu oživitev teme o harmonikarjih vidim kot Janševo Osankarico in Dražgoše v bistvu. Ne vem sicer, kdo je sprožil, ampak mislim, da je sicer leva stran to sprožila. Namreč celo bi si upal reči, da so počakali, da ne bi čez praznike wastali teme, kot se temu reče z lepo slovensko besedo, torej, da tema ne bi šla v nič. In zdaj sprožili, kakor sem jaz razumel, je bil to sprožilec. Seveda je Janez Janša na Twitterju, ampak ne od kdaj so te tweeti bili. Skratka, mestni svet, ta leve stranke v mestnem svetu so pa sprožile zdaj razpravo o Janševem tweetu oziroma nastopu harmonikarjev 26. decembra, češ, da Janša vzbuja nacizem s tem, ko je pač
napisal, da so harmonikarji Ljubljano naredili spet slovensko. Mislim, kot jaz to vidim, sta bila duopolu Svobode in SDS-a na voljo za kulturni boj predvolilni dve temi, še izpred novega leta, in sicer Titova glava odrezana v Velenju in debata trubači harmonikarji, in očitno so izbrali pač tole, je tudi bližje centru, se pravi v Ljubljani. Zdaj, glede tvita od Janše, prepričan sem, da je to objavo na X-u, ne glede na datum, kdaj je nastala, zapakiral na način, da je znotraj duopola, torej reakcija Svoboda SDS deležna čim večje reakcije. Se pravi, tudi ta parafraza, naredite mi to deželo spet slovensko po nekem drugem nemškem vzoru, je bila po mojem zasnovana zato, da povzroči čim večji čustveni odziv. To je v skladu s karakterjem vodje opozicije, definitivno. Da je ciljal na večji čustveni odziv, se strinjam. Zdaj, je prav načrtno parafriziral domnevno, ki je menda celo smo lahko ta teden slišali, netočna Hitlerjeva izjava, pa vendar je v pop kulturi znana kot taka. Tako je prepoznana. Se sprašujem, a je res, bom rekel, to bila neka namenska zadeva ali ne. Se mi zdi, da pač tudi, če bi napisal, dajmo prinesti slovenski duh v Ljubljano nazaj, bi bil učinek verjetno zelo podoben, tudi odziv, dvomim, da bi bil bistveno drugačen. Morda jim je nekoliko serviral, po drugi strani se mi zdi pa problematizirati tak, bom rekel, nedolžen tweet ob dejstvu, da pravzaprav dejansko ima Ljubljana problem s tem, da se nekaj načrtno prenaša neke tuje kulture, konec koncev pač trubači niso del naše adventne kulture kot prvo, in kot drugo bom čisto rekel, včeraj sem bil na banki, pred mano na okencu je tip govoril z unim pač agentom srbsko, ko sem jaz bil na okencu, na sosednjem okencu je nekdo govoril z agentom srbsko, jaz mislim, da tukaj pač Slovenci je čas, da se nekoliko prebudimo in vzpostavimo odnos do te kulture. Pravi, da si bil na banki, v Ljubljani je pač ogromno srbskega kapitala, Peter, postaja na bankah v Ljubljani srbščina uradni jezik v bistvu. Zato pravim, to v resnici je problem, na katerega Janša opozarja in tukaj je treba biti pošten. To pač je težava, na katero ravno te zgroženi komunisti ne bom drugače rekel, bom pokazala video, zakaj. Ne znajo odgovoriti drugače. Jaz v resnici v to zgroženost sploh ne verjamem. To je samo tema, ki jo pograbiš in jo mainstream potem zaradi čustvenega naboja tudi pograbi mainstream mediji. V resnici je to tema, ki izrazito ustreza obema. Največji opozicijski in vladnim strankam, pri čemer pa preden pogledava klip ena moja opomba, povsem razumem, zakaj lista Zorana Jankovića, Levica ali Gibanje Svoboda gredo v ta kulturni boj, kjer pa ne razumem, je pa SD, ker v bistvu te teme, to vrstne teme, kot sta Titova glava in tole lijačijo glasove od zmerne levice, v bistvu Levici in Gibanju Svoboda. Tako da so poslali Koprivca, to je mogoče dobro za njegovo kampanjo v Ljubljani, ampak za stranko pa... Ravno to, da Koprivc je predsednik, mislim, celo odbora v Ljubljani ali pa pomemben mestni svetnik, mislim, da je šef, je pa Koprivc med tistimi člani SD-ja, ki bi se verjetno bolj videli v Levici kot v SD-ju. Ki bi jih morali celo v SD-ju napredovati drugam, po mojem prepričanju. Tako, poglejva video. Zagotovo mi ne poveličujemo nacizma, mi enostavno zagovarjamo demokracijo, naš predsednik Janez Janša to tudi, vi pa vlečete neke zgodovinske stvari, ki ne pašajo v ta kontekst, zaradi tega, ker imamo v Ljubljani ogromno drugih težav, kot so pomanjkanje zdravnikov, kanal C0, ponovno plačane parkirnine, stanovanja, nameniška stanovanja za ljudi, ki delajo. Še kako nujno je razpravljati o teh nevarnostih sodobnega fašizma in nacizma. Namreč povsod po svetu se ponovno rojevajo te ideje in žal ponavljam še enkrat izjava Janeza Janše na dogodku, ki bi moral združevati Slovence, je dejansko bila nevarna in je predvsem unesla med ljudi ogromno razdora. Ja, mislim, to je tema iz levega priročnika za volitve 2026, kaj ne rečem. Ja, dve stvari, mogoče bi rekel, ta teden nismo imeli snega, smo pa lahko videli snežinke v Ljubljanskem mestnem svetu, da zaradi enega tazga tvita svariš pred fašizmom in nacizmom je smešno. Posebej se mi zdi to smešno, ko to izpostavlja človek, ki se takole klanja komunističnemu diktatorju in ni sposoben obsoditi
komunističnega režima kot totalitarnega režima, ki je bil. Ne? To se mi zdi pač bizarno. Je pa track record teh treh, ki stojijo kar slaba. 2 od 3 sta že bivša predsednika stranke, tako da ne vem. Tretji pa po mojem nikoli ne bo. Ne? Ampak ne, hočem reči, da nekdo, ki ne zmore obsoditi komunizma, svari pred fašizmom in celo še več, se hvali, da je to nek antifašizem. Čisto poglejmo zgodovinsko, komunizem in nacizem sta sodelovala skupaj, dokler ni pač nacizem komunizma izdal, in če ga ne bi nacizem komunizma izdal, bi komunizem izdal nacizem. Tako da pač tukaj je to totalen blef, ki ga izvaja Koprivc. Se pa strinjam, da je bila oddaja, pravzaprav oba sta bila precej nerodna. Ena stvar, ki pa jo je smiselno izpostavila, je pa recimo, da so drugi problemi mesta, na katerih bi se lahko ukvarjali. Bi se dal pogovarjati. Ta teden recimo parkiranje v Štepanskem naselju, ko je občina pokazala spet, da je pravzaprav pripravljena samo služiti. S tem, da je izdala dovolilnice za parkirna mesta, ki niti niso v lasti občine, ali pa mogoče niso v lasti občine, da je izdala dovolilnice za parkirna mesta, ki jih je bistveno premalo, da je poslala dobesedno po enem tednu falango redarjev, ki so zdaj že več kot 100 avtov odstranili, pri čemer je jasno, da je parkirnih mest premalo, da niso naredili niti ene stvari, da bi izboljšali kakršnokoli mestno infrastrukturo, da bi povečali število avtobusov, izboljšali linije avtobusov, da bi recimo ljudem omogočali, da alternativo naredijo, ker pač dejstvo je v Ljubljani avtomobilov preveč. Ampak v enem tednu se to ne spremeni, predvsem se pa ne spremeni, če mestna uprava zgolj zaračunava, in potem, kar mi je pa češnja na torti, reče, krivi so pa dnevni migranti. Bi rad videl, koliko dnevnih migrantov ob 5:30 zjutraj parkira v Štepanskem naselju, mislim, da niti eden. Nekateri so se ob tej zgodbi o parkirninah v Ljubljani vprašali, tako so tudi mene vprašali, ali bo Janković sploh še kandidiral na naslednjih lokalnih volitvah, ampak jim tudi kar odgovarjam. Kolikor sem se ta teden še enkrat pozanimal, gre v novo kampanjo in to zelo suvereno. Naslednja tema, omenil si zdaj izdajo in omenila sva čustvene teme in potem sva pri eni spet čustveni temi, ki se vrti okoli izdaje, odnos Janša Logar. Zdaj, jaz bi rekel, dejstvo je, kar mogoče ni bilo še kakšen mesec nazaj tako samoumevno, da imata 2 stranki na desni sredini pred bližnjimi volitvami zelo solidno izhodišče. To sta NSI in vedno bolj se to kaže tudi Demokrati, nekako so poravnani tam nekje projekcije na 7 mandatov. Zdaj, tukaj je pa ena razlika. NSI se v kampanji zelo jasno vrednotno pozicionira na konzervativno desno-sredinsko stran in tudi poudarja željo predvsem prednostno po desno-sredinski vladi, medtem ko Logar govori o politični širini in to iz tedna v teden bolj agresivno ponavlja, da si želi te mavrične koalicije, povezovanje čez pol, in sem prepričan, da zaradi tega povzroča nervozo na obeh straneh. Namreč niti SDS, niti Gibanje Svoboda ta hip ne vesta prav dobro, komu in koliko jemlje in se zajeda v bazo. Zato se mi zdi, da poteka to vzajemno porivanje oziroma ping-pong preko Anžeta Logarja, namreč tweet, ko je Janša na nek način Logarja izgnal ta teden iz desne sredine proti levici, je časovno skoraj povsem sovpadal z 2 člankoma na provladnem Necenzurirano, kjer so počeli ravno obratno. In to mi kaže, da nihče ne ve prav dobro, kaj bi s tem Logarjem oziroma komu jemlje in komu nosi glasove. No, jaz mislim, da je sicer iskreno Janša ravno s tem tweetom pravzaprav večjo uslugo naredil Logarju in pravzaprav skoraj negativno uslugo. Ker podstati Logarja sta 2, ob tem, da obljublja to mavrično široko koalicijo, je to ta simbolna ločitev od Janeza Janše. Vsekakor, in s tem Janez Janša pravzaprav daje legitimiteto Anžetu Logarju, s čemer bi celo rekel, da mu dela uslugo. Seveda, SDS to razume drugače. SDS v zadnjih dneh panično, jaz sem malo šel gledati Twitter sfero SDS-a, ki panično objavlja videe Anžeta Logarja in izjave, kako je izdajalec, kako je izgubil vso kredibilnost s tem, ko je prekršil to pogodbo, ki jo je podpisal z SDS-om, češ, da bo odstopil kot poslanec. Podobno kot pri harmonikarjih, to je še starejša tema. Če so harmonikarji iz decembra, je pa ta izjava tema iz novembra 2024, nekaj tacga. Tako, v tem smislu oni skratka zagovarjajo
želijo zagotoviti, da slučajno kdo iz SDS baze ne bi po nesreči volil Logarja. Po drugi strani pa s tem delajo pravzaprav uslugo, ker ga morda gradijo nekje drugje. Ja. In hkrati pravzaprav Vrtovcu delajo medvedjo uslugo. Mislim, da pa ni bistven problem za Vrtovca to, ker pač kaže stranka dokaj svojo to hrbtenico zadostno, da ni resen satelit, recimo Janeza Janše, ampak dokaj samostojna stranka. Ga pa očitno Janez Janša pravzaprav, ker edini Vrtovc še ni pač se zaklel, češ da z Janšo pa ne. No, sej Logar tudi ni tega dobesedno povedal, tako da odprte možnosti so še zelo široke. Kar mi je tukaj bizarno pri tej zgodbi z Janšo in Logarjem je ta razprava o korupciji, ki je Logar torej zahteval sklic seje v državnem zboru, kjer bi govorilo o korupciji, in kar mi potem zmaga, da je SDS bila pripravljena dati glasove pod pogojem, da se pogovarjajo tudi o tem, da je podpisal Logar pogodbo, v primeru izstopa iz stranke da bo odstopil kot poslanec, namesto tega se predstavlja kot poslanec politične stranke, ki ni nastopila na volitvah aprila 2022. Ja, Logar je potem v Tarči sinoči celo pojasnil, da nazadnje, preden je šel na svojo pot te izjave, niti ni več podpisal, ker je vmes videl sodbo Vrhovnega sodišča, da so v bistvu tovrstne izjave nične. Mislim, ni je podpisal takrat, ko so zahtevali še uno ekstra. On je podpisal, ko je kandidiral, potem pa, ko so 2024 zahtevali še ekstra izjavo o lojalnosti, tiste skupaj z Evo Irgl in Dejanom Kalohom, ni podpisal, s čemer se je sicer vrhunsko zvlekel ven na Tarči, to mu je priznati, hkrati je pa res, da pač te izjave so, rekel, rahlo smešne, kar se tega tiče. Zdaj sva nekako, če pogledava mogoče še ta klip iz Odmevov, to je tist, kar v bistvu nervira oba pola, ko Logar govori o podstati, da je to v bistvu njegova glavna obljuba, ki jo daje volivcem, in to je sodelovanje čez pol. Hkrati si pa težko predstavljamo, kako dejansko v praksi bi to izgledalo, če res Logar ne nabere tistih svojih 20 do 25%, ki si jih želi, pa mislim, da so rahlo nedosegljivi. Dve stranki zagotovo profitirata od te polarizacije, ker sami sebe postavljata kot edina opcija. Mi pa pravimo, da je za Slovenijo edina opcija široka koalicija, mešana koalicija, tista, ki se strinja z programom, ki ga je treba izpeljati. Še vedno vztrajate pri tem, da bi morala biti raznobarvna koalicija tista, v katero bi šli demokrati? Ne še vedno vztrajamo. To je naš podstat. To je naš, recimo, pika, dokončna pika, kar se tiče prihodne koalicije, ker v nasprotnem primeru se bomo vrteli v krogu in bomo gledali še, četrto ponavljanje enega in istega scenarija, ki se na eni strani konča s kolesarjenjem, na drugi strani pa z razgradnjo gospodarske situacije v Sloveniji, in Slovenija se tega enostavno ne more več privoščiti. Ja, tudi treba reči, da je bilo to, kolesarjenje in razgradnja ekonomije na drugi strani v bistvu izjemno slikovito povedano. Zdaj smo nekako samodejno, ko smo tudi pri ekonomiji, pri tej agendi Vrtovca, NSI oziroma te skupne liste SLS Focus. Preden na SLS Focus bi še nekaj glede Logarja dodal. Stvar je v tem, da on, recimo, pogosto se mu očita, pa se izrezan tisti posnetek iz Pop TV-ja, češ da, če bo zmagal Janez Janša, bo Logar naredil vse, da gre v koalicijo z drugo stranjo. V resnici ni tega povedal, v resnici je povedal to, da bo naredil vse, da bi bila koalicija Janša, Golob, Logar. Kar pa v resnici mislim, da je pač precej ta trenutek neizvedljivo. Mislim, da bi Golob bi pristal. Mislim, da Golob sicer ne bi pristal na to, ampak sploh, če bi Janša zmagal, ker bi to pomenilo, da je Golob druga violina v tej vladi. Predvsem pa je to morda igra, da bi Logar pravzaprav se profiliral kot ta tretja smer in, kot si sam po moje želi, bil on tisti mandatarski kandidat, ki bi potem, ko niti Logar, niti Golob ne bi mogla sestaviti vlade, da bi on na tem težko zaželjenem tretjem mestu bil pravzaprav tisti mandatar, ki bi recimo v tretjem poskusu sestavil vlado. Ja, ta tvoja teza mislim, da ni brez soli. Rekel bi tako, občutek imam, tudi ko gledam nervozo pri Robertu Golobu, ki je v zadnjih medijskih nastopih celo pripeljal noter neko minimalno možnost sestopa z vrha Svobode ob negativnem razpletu na volitvah, da
ljudje, midva tudi ne, in interne strankarske strukture, gledamo v zadnjih tednih, po mojem, dvojne ankete, ne, nam dajo tisto, kar je v redu, da ljudje gledajo pred volitvami, sami očitno opazujejo nekaj drugega, tak vtis vsaj imam. Ne. Po čem sklepam? Tudi po nenadnem poenotenju, če si včeraj zasledil te članke, med Natašo Pirc Musar in Robertom Golobom. In pazi, kdaj prihaja v najbolj nenavadnem času, sta zdaj usklajena in glede guvernerja in glede ustavnih sodnikov, ko je pravnica Nataša Pirc Musar, ne, ki je še nedavno v intervjujih poudarjala tudi KPK kot rdečo črto, videla negativno mnenje KPK-ja v Robertu Golobu, od te točke naprej sta zdaj kar poenotena. Ne. To je povsem nekonsistentno in kaže na veliko nervozo v ozadju levega inženiringa, se pravi, moramo strniti vrste, ker itak ne kaže dobro, tako jaz to razumem. Ne. Zdaj pa, omenil si Logarjeve izjave o 20+, tudi si noč na Tarči je skozi ponavljal. Mi ciljamo na 20% in vlado bomo sestavljali mi. Mislim, da do te točke gre samo za razbijanje frejma oziroma okvirja, ki so mu ga nadele te dominantne ankete in dominantni mediji. Kar pa sem prepričan, da se vrnem nazaj na NSI SLS Focus, pa je, da sta obe listi, tako Logarjeva kot ta skupna od NSI-ja, podcenjeni v anketah, ki jih vidimo mi navzven. Ne? In ker sem prej sam načel, da bom spregovoril o mandatarskem potencialu, ti si o Logarjevem, ne? Bi jaz razdelal ta scenarij še korak naprej. V scenariju, ko se lahko zgodi, ne pravim, da se bo, se pa lahko zgodi, da bi bila Logar in Vrtovec skupaj kakšen glas večja od SDS-a. Takrat sem prepričan, da bi se od mlajšega vala pojavila ta ideja. Ne? Vsekakor ni povsem izključena, ne? Pa če še pokomentiram to, ne? Zdi se mi, da je Logar pravzaprav presenetljivo pogosto omenja ta zaželjen rezultat, kar se mi zdi politično dokaj nesprejetno. V tem smislu je bil Vrtovec ob podpisu dogovora bistveno bolj spreten, ko se ni zapletal v neke procente. Ne, isto napako je naredil Stevanović, iste napake dela marsikdo. In veš, kdo največjo? Prebilič. Ker Prebilič, ko ga zdaj pogledaš med nastopom, daje točno vtis človeka z 2% podpore. V bistvu so ankete Prebiliča uspele prepričati, kako mu kaže. Medtem, ko dela Logar ravno obratno. Bolj kot mu kaže 5-6%, bolj govori o 20%. Ne? Ja, ampak ravno to, ker jih ne bo 20. Ne? Razen, če bi res bili, kar se mi zdi malo verjetno. Ampak, veš, 15% za Logarja bi bo velik uspeh, ampak bo 5% manj, kot napoveduje. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, da je to nekoliko, bom rekel, spolzek teren. Recimo, na drugi strani so se temu zelo dobro izognali trojica, ki je podpisala dogovor o skupnem nastopu na listi, NSI SLS Focus, ki so pravzaprav naredili skupno listo, kar je kar velik uspeh, to je treba reči, glede na to, da imata, bom rekel, in NSI in SLS kar pestro zgodovino, ki jo je bilo treba preseči, kar pomeni, da so pogajalci z obeh strank kar marsikakšen trd oreh mogli streti. In na drugi strani je rekel, da je Marko Lotrič pravzaprav mogel preseči to težavo, ki jo imajo pogosto predsedniki državnega sveta, ko imajo občutek, da se svet vrti okoli njih, ker hodijo po terenu. Da si od tam lahko v bistvu samo še premijer ali pa zunanji minister ali pa nekaj v tem stilu. Ne? Tako da je Lotrič nekako v zadnjih mesecih prišel na realna tla, spoznal svojo moč oziroma svoj domet in naredil najbolj pametno možno potezo, ki jo v ta trenutek lahko. Ne? Ja, kjer jaz vidim prednost in pisal si med tednom tudi ti na zanima.me o tem. Prvič je stvar vrednotno programsko skladna, ne? Se pravi, to so desno-sredinske konzervativne vrednote in so tukaj poravnani. To, kar ti vedno ponavljaš, ne? Da v bistvu nikogar, ki bi volil enega od trojice, ne motijo stališča drugih dveh. Ne? To je ena stvar. Drugo pa lepo je tudi segmentirano. Se pravi, z Vrtovcem, z Lotričem urbani poslovni del, z SLS-om ta podeželski, ruralni del. In ko si omenjal ravno to burno zgodovino NSI SLS, tukaj je po mojem ravno zaradi teh razprtij, nekih egov in narcisizma, bilo res, in to so evropske volitve pokazale, nekih do 50,000 volivcev apatičnih in v glavnem volilno neaktivnih. In to je nek nov bazen, ki ga ta naveza reaktivira, po mojem prepričanju. Ki pa ga bodo morali aktivirati tudi na terenu, kar pa je ključno. Absolutno. Zdaj Vrtovec obljublja teren, bomo videli, če ga bo dostavil. Poglejva še en klip iz tega področja. Kolikšno možnost vidite za osnovanje tega tretjega bloka? Gospod Grah in potem gospod Cigler Kralj. Naša želja, ki jo vedno znova ponavljamo, in cilj je najprej relativna zmaga na volitvah,
potem pa sestaviti vlado z istima koalicijskimi partnerja. Če bo potrebno se pogovarjati še s kom, v primeru prestopa praga, bomo to tudi storili. Če smo realni, je v sedanjem trenutku malo naivno govoriti o pisani koaliciji. Vidimo, kakšne so razmere, vidimo, kaj se dogaja na političnem prostoru in še v odgovor na vaše prejšnje vprašanje, mi se bomo s to razvojno koalicijo povezovali s tistimi, ki se bojo strinjali z našimi programskimi izhodišči, razbremeniti vse, ki delajo, narediti dostopno zdravstvo in skrajšati čakalne vrste in pa predvsem tudi omogočiti mladim en dostop do resničnih stanovanj in pa popraviti dolgotrajno oskrbo, kjer je zdaj vse narobe. Bova imela še en posnetek v tej epizodi, ampak Mateja Graha, jaz, če bi bil na mestu Roberta Goloba, ne bi več kaj dosti pošiljal v studio, ker človek se niti ne zaveda, da izreka stvari, ki stranki ne gredo v prid, oziroma tiste, ki jih najbolj dosledno zanika njegov šef, se pravi Robert Golob, ampak ne pomembno. Dvoje smo tukaj slišali. Ideja Svobode je copy-paste koalicije zadnjih 4 let. To se navezuje ravno na to, kar sta Logar in Vrtovec rekla Macerlu. Ne? Se pravi, ti se zdaj kot nevladnik, okoljevarstvenik spuščaš v državno politiko zato, da boš omogočil še 4 leta istega, kar smo gledali, hkrati govoriš o ničelni toleranci do korupcije. Ne? Druga stvar, ne, ki jo je pa tukaj NSI poudarila, da se jim zdi naivna misel na mavrično široko koalicijo v tem hipu. Prvič, ankete to dejansko zaenkrat kažejo, da je to še vedno malo prezgodaj pa naivno. Ne? Drugič pa, ta brand Maurice jim je vendarle zasedel Anže Logar, ne? Zato bi bilo povsem kontraproduktivno, da še sami govorijo o tej isti stvari. In mislim, da je pametna ta igra, ne? Da zelo jasno dajejo signal, kateri volivci, na katere volivce računajo, pri čemer pa za čas po volitvah, ker Vrtovec zelo dosledno ponavlja, da se dela koalicija dan po, ne? Tudi pri njih ne izključujem pogledovanja v smeri preroda, SD-ja in tako naprej. Ja, jaz mislim, da si s tem zelo pametno celo puščajo odprta vrata, da so pravzaprav tisti zreli politiki, ki se ne zaklinjajo s kom, pa res morda razen, če govorimo teh besed se zgodovinsko oba veva največ poje potem. Ja, in hkrati so to zelo taktično zapeljali v smislu, da so povedali, katerih programskih izhodišč ne bodo sprejeli, ne, in glede na to, kako zelo kameleonske stranke so nekatere na levi, ne, kot nek manjšinski partner v vladi, ki bi jo recimo diktiral tempo, morda ravno ta trojček, ne, bi celo bilo možno recimo, da sodelujejo. To ne, tega ne bi izključil. Ne nazadnje še vse desne vlade, ki smo jih imeli v Sloveniji, so imele vsaj enega, recimo temu levega partnerja. Ne, tako da to pravzaprav je taktično modro. Ne. Še eno stvar bi izpostavil. Ne. Na prvi pogled se zdi, ne, da je taktično slabo, da se Marko Lotrič ne podaja na listo. Ne. In pravzaprav s tem je fokus izgubil svojega najbolj vidni obraz na sami listi. Lotrič sicer pravi, da boste skupaj z Moniko Kirby-Široj prvi obraz kampanje, pa vendar na prvi pogled se zdi ni tako resno v kampanji, ne, kot če bi imel kožo v igri, ne, kot se temu reče. Po drugi strani je pa tukaj zanimiv premislek. Če pride do visečega parlamenta oziroma neke manjšinske koalicije in podobno, je ravno funkcija predsednika državnega sveta oziroma sam državni svet bistveno na močnejši poziciji in to, da trojček zadrži to mesto še do konca leta 2027, ko se sicer Marko Lotriču izteče mandat, morda ni tako taktično nespametno, kot se zdi na prvi pogled. To je ta moč veta, ne? Ker ravno v scenarijih, ko neki struji manjka tisti ali pa gre zelo na tesno čez 45 glasov, je pač teža državnega sveta toliko večja. Morda še par zakulisnih, ne? Zdaj med Markom Lotričem in Jernejem Vrtovcem naj bi bilo bistveno lažje pogajanje. Lotrič ima nekako svojo stranko bistveno bolj pod nadzorom oziroma ima je kot glavni pogajalec, medtem ko se je govorilo, da se NSI pravzaprav ni pogajala samo s Tino Bregant, ko je šlo za SLS, ampak pravzaprav za neke 4 različne struje in da moč Tine Bregant v SLS-u ni tako močna. Tukaj je tudi nekako največje tveganje, pravzaprav, da bi lahko neka ta struja v SLS-u bila neka peta kolona, čeprav se zaenkrat zdi, da temu ne bo tako.
Ne, in da so pravzaprav zelo strateško zapeljali. Bojim se sicer, da Fokus ne bo postal parlamentarna stranka, ker mislim, da so njihovi kandidati rahlo premalo prepoznavni, vsaj za enkrat, razen če se v kampanji to bistveno ne spremeni, medtem ko bi SLS poslanca 2, morda celo 3 v izjemno dobrih razmerah lahko dobila več kot to, pa mislim, da tudi realno ne sežejo. No, tako da to, pa še to bi dodal, no, menda je sporazum, ki so ga podpisali, ni sicer javno dostopen, ne, ampak kolikor so naši viri zelo natančno opredeljen, kar je tudi izkušnja iz Povežimo Slovenijo in preteklih sodelovanj med SLS-om in NSI-jem, ne, torej, da so vzeli to lekcijo, da se morajo res natančno zmeniti, kdo kaj pije in kdo kaj plača. No, več o tem pa na portalu zanima.me, kjer smo razkrili tudi že precej imen na listi. Tako, še nekdo, ki omenjaš te stranke, ki utegnejo postati parlamentarne, je močno prišel ob zadnjih meritvah na okus in si tega zelo želi. Pa takoj po predahu. Z vami odkrivamo nove svetove neverjetnih možnosti. Smo več kot omrežje, smo skupnost, povezani. Naj vas v prihodnost popelje premijski paket Oranžni King z vsem, kar potrebujete. Prvo leto po akcijski ceni. T2. Pripravljeni na prihodnost. Dobrodošli nazaj, ne? Torej... Sva nazaj, ne? Dvoje se je zgodilo ta teden, imela je Mediana svojo prvo volilno napoved, torej dejansko projekcijo parlamenta po stolih, naračunala je levemu aktualnemu poluvladnemu 40 stolov, desno-sredinskemu 42 in potem ne, kot nekega, kako bi temu rekel, nadkoalicijskega kingmakerja izpostavlja še 5-6 mandatov potencialnih za resnico Zorana Stevanovića, ki je potem šel od pekla do raja, od ponedeljkovega, jaz bom kar rekel, odkritega bildanja v Odmevih, kjer je dobil enih 15 minut pozornosti ured z javljanjem iz Beograda, ne, do sredinega ubijanja in ohlajanja te tekme na Pop TV, ko so na njegovi konvenciji pokazali dva domnevna osumljenca oziroma enega celo obsojenca, koliko razumem, za trgovino z drogo, pri čemer neprijetna malenkost, si Zoran Stevanović želi biti policijski minister oziroma minister za notranje zadeve. Predlagam, da mogoče samo ta klip pogledava. Tole, kar je pa tule, pa je analiza Roka Čakša na zanima.me, o tem pa kakšno besedo več. Se glih to sem hotel še, ko že imava ravno to grafiko. Pravzaprav je ta trenutek, marsikdo me sprašuje, češ politični analitik, kaj bo na volitvah, in v bistvu ta trenutek si, bom kar direkt povedal, ne bi upal nekih resnih stav dajati. Se mi zdi, da je toliko spremenljiv ta trenutek, da je resne napovedi za volitve težko dajati. Najbližji približek tega, kar je pa ta trenutek mogoče povedati, je primerjava z anketami javnega mnenja, recimo iz leta 2022, 2 meseca pred volitvami in letos. In to je analiziral Rok Čakš na portalu zanima.me. Mislim, da najboljša predvolilna analiza, ki se jo da 2 meseca pred volitvami dati ta trenutek. Tako, tist, kjer bi se povsem poistovetil z zapisanim v analizi, je, da bomo zdaj o tem nadaljevanju priča potapljanju resnice, rahlemu poskusu dvigovanja Preroda in Vladimirja Prebiliča, pri čemer pa bo glavni izziv, in tu se navezujem na Čakša, kako naj levi politični inženiring ob prerodu čez parlamentarni prak varno pripelje še Levico in Vesno. Zakaj? Teza Roka Čakša, ki jo podpišem ta hip, je 2 od teh 3 strank, torej Resnica, Prerod, Levica, morata čez in potem je bolj kot ne samoumevna še ena levo-sredinska vlada. Če pa se zaplete pri 2 od 3, potem pa naraščajo možnosti za desno-sredinsko koalicijo. Zakaj še recimo te možnosti tokrat bolj naraščajo? Res, da je bil rezultat volitev leta 2022 bistveno drugačen, kot so napovedovale ankete, ampak večina teh sprememb se je zgodila znotraj bloka. Res, da je bila potem ta razlika še večja, ravno zaradi tega, ker je Levica za las prišla noter, Povežimo Slovenijo, pa za las izpadel, pa vendar. Razmerja med bloki so bila 2 meseca pred volitvami, pred 4 leti podobna,
kot so bila na koncu. In tudi danes imamo recimo zanimivo to razmerje med bloki, ki je morda kar dokaj realno, oziroma po izkušnjah v Sloveniji igralci redko menjajo blok. Hitro menjajo klub znotraj bloka, če se tako izrazim, redko prestopijo povsem na drugo stran in tudi pri poslanskih prehodih pravzaprav smo v tem letu videli samo enega, ki je recimo prestopil iz Svobode k demokratom, pri čemer so še demokrati zgolj pogojno recimo na desni strani, ne, ker se zelo agresivno pozicionirajo pravzaprav na sredino. Ne. No in če je pred 4 leti potem tekmo premočno v bistvu odločilo oblikovanje, nastanek novega levega hegemona, ne, bo tokrat ob pešanju, javnomnenjskem pešanju tega hegemona se bitka odločala na robu parlamentarnega praga in zdaj sva nazaj pri Stevanoviću, ki je v začetku tega tedna. Sam še nekaj glede tega. Če se je taktično včasih glasovalo na to, na zmagovalca, pravzaprav na prvega konja znotraj bloka, je taktično glasovanje na teh volitvah pravzaprav ravno obratno. Taktično glasovanje je glasovanje za manjše stranke, ki so potrebne za sestavo vlade, ki jo želite. Ker je tudi nenazadnje Nataša Pirc Musar že jasno povedala, da ne bo podelila mandata relativnemu zmagovalcu volitev, ampak tistemu, ki bo lahko prinesel 46 poslanskih glasov. Tako da je bistveno manj pomembno, ali je na vrhu nekaj sedežev več ali manj, oziroma celo kdo je na prvem ali drugem mestu. Bistveno bolj pomembno je, kdo je tisti, ki bo 4, 5, 6 poslancev prinesel čez parlamentarni prag na 6., 7. ali 8. mestu. Klip, ki ga bova pogledala iz 24 ur na Pop TV, pa kaže, zakaj je Zoran Stevanović v ponedeljek še govoril o sebi kot o nekom, ki ima primat pri tem, da bo jeziček na tehtnici, v četrtek zvečer pa na Tarči že deloval kot nekdo, ki vidi, da ima pred seboj kitajski zid na tej poti. Poglejva. Na skupinski fotografiji ob strankinih najprepoznavnejših obrazih pa sta skrajno desno tudi Elvis in Haris Aksalić, brata dobro znana slovenskemu podzemlju, v Ljubljani pa so jih po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah tudi večkrat videli s člani zloglasnega škaljarskega klana. Neuradno naj bi bila zaradi trgovine z drogo med letoma 2022 in 2023 tudi zaprta na Dobu. Sta tudi ona torej del močne ekipe, kot je po dogodku zapisala stranka. To niso naši kandidati in da niso člani stranke, zagotovo. Torej vi bratov Aksalić ne poznate? Ne. Nikoli z njima govorili? Ne. No, glej to, ne? Na ta drugi ne. Nikoli z njima govorili, je bil premislek v glavi, je že hrček zamlev. Ne? Tako da mene ta reakcija me itak ni prepričala, ampak pustimo, ker tega ne moramo dokazati. Ne? Skrajno nerodno je, da bi človek bil rad od vseh možnih resorjev, ne? Notranji minister, se pravi po razgradnji policije, ki jo v resnici spremljamo že 2 mandata, se je začel še v tisti Janševi vladi, pa je do vrhunca zgodovinskega prišel v tem mandatu Roberta Goloba, ne? Bi zdaj bil dejansko nekdo, ki ima na konvenciji stranke 2 povezana s trgovino z drogo, za katere niti ne zna pojasniti, ker to mu pa v celem tednu ni uspelo, če nista njegova simpatizerja, nista podpornika, nista kandidata za funkcije, ne? Ni mu pa uspelo odgovoriti, kaj potem sta. Po kakšnem ključu sta bila tam? Razlagal je, da sta bila kot varnostnika oziroma kot neka fizička radnika, ne, če uporabimo spet njegov lep slovenski izraz. Ne. In ni pa jasno, zdaj, potem je razlagal, češ, povabili smo vse v dvorani, da se pridejo slikati, ne, in vse, da se posedejo in da sta potem ona v zadnji vrsti poslušala tudi razlage, pa vendar zelo neprepričljivo. Če bi radi, da Trump po Venezueli naslednjič prileti v Ljubljano in razgoni slovensko vlado, potem naj bo Stevanović notranji minister. No. Vsekakor se mi zdi, tudi sicer v krogih se govori, ne, bolj obveščenih, da se Zoran Stevanović pozna s temi ljudmi, ne, tudi da menda se že pristojni organi fokusirajo na njegove poti v Beograd in v Moskvo. Ni pa to edina ovira, zakaj bi ta človek ne bil recimo notranji minister, ne, ker med drugim je 2-krat v spornih okoliščinah odletel iz slovenske policije, ne? In med drugim dobival tudi opomine pred izredno odpovedjo in tako naprej. Ne? O Zoranu Stevanoviću bova več podrobnosti in zelo zanimivih zakulisnih detajlov spregovorila v naši dodatni naročniški epizodi Safari Special v soboto zjutraj na portalu zanima.me. V bistvu bo ta Safari Special drugi po vrsti, po tistem medijskem, ki je tudi naletel, to morava reči in se zahvaliti na izjemen odmev in na
kar nekaj dodatnega popraševanja po naročninah, ne, bo drugi zapored, ki bo ponudil pogled v podatke, do katerih je sam praktično nemogoče ali pa zelo težko prideti in so redko videni. Ti na eni strani si se spustil v drobovje financiranja nevladnih organizacij, ne govoriva o humanitarnih, ne, gasilcih in podobno, govoriva o teh, ki so bolj v službi politike ali pa izključno v službi politike in ne ljudi. Ne. Jaz pa sem na drugi strani šel pogledat, ali karierna in finančna pot Zorana Stevanovića iz preteklosti dejansko potrjuje sloves človeka, ki zase pravi prvič, da je antisistemski, ne, in drugič, da se mu tako leva kot desna tranzicijska omrežja upirajo. Vse to v specialu. No. Vse to, ne, glede tega v redni epizodi pa zgolj še to, ne, bi rekel, ko politiki zganjajo cirkus, oziroma ko jih novinarji vprašajo, ne, ko politiki vehementno napovedujejo neke nove programe in potem jih novinarji vprašajo, kako bodo to financirali, ne, opažam dva odgovora, pri katerih bi morali, ne, javnost, volivci zastriči z ušesi. Prvi je, pregnali bomo korupcijo, ne, ki je bojda 4 milijarde v Sloveniji. Ja, ker to pač narediš v 2-3 letih in jo izkoreniniš. Kot prvo je ta ocena zelo zanimiva, ravno z nekimi poznavalci so se ta teden pogovarjali o tem, kaj zdaj pomeni 4 milijarde korupcije. A to pomeni, da če je bil razpis za predor in je eno podjetje dalo ponudbo za 10 milijonov, drugo pa za 11 in je bilo zbrano tisto za 11. A je to zdaj 1 milijon korupcije? Samo 11 milijonov korupcije. Ne? Zato je nekako ocena, da je verjetno od teh 4 milijarde, bom rekel, ta korupcija, ki je dejanska korupcija, recimo približno 10-15%, ne? Govorimo 400-500 milijonov, še vedno lep denar. Bi pa rad videl politika, ki bo 100% to izkoreninil po 30 letih, ko tega nihče ni naredil, še posebej ob dejstvih, ki so jih že naštela in ki jih še jutri prinašava glede Zorana Stevanovića in podobnih. In druga stvar, ko pravijo recimo predvsem na desnici, da bodo vzeli nevladnim organizacijam. In zaprli pipice. Ne. Spet, ko govorimo tukaj je bilo zelo nevarno, kot prvo, da bi Janša oziroma nekdo določil, katere organizacije so v javnem interesu in katere niso. Pa se strinjam, da ogromno nekega denarja zmečemo organizacijam, ki delajo več škode kot koristi, for the record, se strinjam tukaj z SDS-om, pa vendar, ne, kako se to rešuje? To se ne rešuje tako, da ti določiš in rečeš, ta organizacija mi ni všeč, ne, ampak da pač na razpisih več ne daješ bullshit denarja. To je eno. In tujina ima to tudi urejeno na način, da vkolikor se te iste organizacije predvolilno aktivirajo, kar pri nas se več kot očitno, ne, izgubijo pravico do prijave na razpise. Po avtomatizmu, po tehnicističnem avtomatizmu. In dodatno bi še rekel to, ne, ocenjuje se nekje 45 milijonov recimo za te organizacije, ki se združujejo v Glas ljudstva v času Golobove vlade. Velik denar, vsekakor, pa vendar dobrih 10 milijonov je to na leto, od česar si spet upam reči, ne, da je od tega 6 do 7 milijonov nekje takšnih, ki so pravzaprav še vedno servis državljanom in bi tudi po razpisih SDS-a, ki delijo denar gasilcem in Karitasu, še vedno del tega denarja dobili. Tako da spet govorimo o morda 5 do 10 milijonov maksimalno prihranka na leto, to pa vendarle ni prihranek, ki bi omogočil ne vem kakšno drastično reformo. Iz tega lahko pa naše plače razbremeniš natanko toliko, kot smo tudi vajeni, da jih se pravi čist nič. No in ko smo že pri nevladnikih, Nika Kovač je bila ta teden v Davosu. Gledal sem jaz njeno sliko iz Instagrama, mislim, da iz nekega storija z Katy Perry, glasbeno mega zvezdnico, ne, in Nika Kovač je tukaj zelo iskreno rekla, da je tja prišla heliti, ne, po podporo za My Voice, My Choice oziroma 8. marec. Meni je seveda bilo prvo vprašanje, nisi povedala po kakšno podporo, ker mislim, da se gre v Davos lahko izključno po denar, po ta ista sredstva, o katerih boš ti veliko več v special epizodi povedal. Ja, v bistvu mi je bila zabavna, tukaj si bom sposodil primer Jana Macarola oziroma izjavo Jana Macarola, ki je zapisal na socialnih omrežjih, ne, da Nika v Davos ni šla fajtat, ampak fehtat. Ne samo to, ne samo fehtat, več kot očitno se Nika zelo dobro počuti v
teh elitnih krogih, ne nazadnje tudi v ZDA in v Bruslju, vse čeprav giblje v njih, je ne. 100% njene agende usmerjene proti tem istim krogom. V bistvu, Točno to, ne, smo se ravno šalili, ne, češ, to je vrhunska strategija, ko na eni strani govoriš o socializmu, o socialni pravičnosti in o najšibkejših in v drugi strani uživaš v kaviarju v Davosu. Ne. To je Zoran Stevanovič na notranjem ministrstvu v bistvu. Približno ta primerjava, sicer pa je Davos običajno neko, bom rekel, dokaj visoko tehnokratsko področje, ne, kjer se pogovarja o visokih idejah in raznih globalističnih elitah, kot je na primer tista znana izjava predsednika Davosa nekdanjega, ne, češ imeli boste nič lastnine in boste srečni, oziroma ne boste imeli ničesar o lasti in boste srečni, kar je bila nekako vizija te globalistične elite v preteklih letih. Letos pa bistveno bolj zanimivo dogajanje v Davosu. Mislim, hotel sem vsebinsko, me je bolj vleklo k temu, da rečem najprej kaj o Grenlandiji, ker je to po teži veliko bolj pomembna stvar, ampak ker se ponuja samo od sebe tale prizor, ne morem, da ne bi na začetku najprej to. Seveda, vem tudi jaz, ker so se nekateri na X profilu zapičali v mojo interpretacijo sončnih očal na Macronovi glavi. Vem, da je imel krvavo oko in da je to na tej novinarski konferenci tudi samo belodanu, pa vendar boljše metafore za zaton naše evropske civilizacije jaz ne vidim. Mi smo natanko to. Kontinent, ki krvavi med drugimi supersilami, se pa medtem pretvarjamo, da smo v nekem smučarskem središču z modnimi sončnimi očali in da je še vedno vse pod kontrolo in da je vse v redu. Meni je pač forma in performance, in to simbolizirajo ta očala, simbol za Bruselj leta 2026, namesto kulturne samozavesti in namesto neke dejanske geopolitične moči, ne? No in potem pa sva pri tej zgodbi o Grenlandiji. Ne? Ja. Zdaj, Donald Trump je sicer ravno v Davosu pravzaprav omilil, ne, svoje stališče, češ da ne bo invazije na Grenlandijo naredil, tudi umaknil je napovedane 10% in potem se je še ponorčeval iz državnikov, ki so bili tam zraven, češ se to pokazala. Koliko ste si zdaj mogli odahniti, ker sem rekel, da ne bo vojske. Ne? Mislim, kar je res, ne? Ker nekaj pa drži. Ne? Evropa sama po sebi ta trenutek je zaspala, ni zmožna braniti same sebe, kar je bizarno, ne? Da 300 ali 350 milijonov Američanov more braniti same sebe in še 500 milijonov Evropejcev. To je pač za Evropo bizarno, ne? In potem, ko se oglašajo še razni Mihi Kordiši, ki bi to še poslabšali še bolj, ne? Tako da v tem kontekstu jaz razumem Trumpa pravzaprav kot tistega fotra, ne? Ki sina, ki je že 10 let v mama hotelu, brcne na cesto, potem, ko ga je 10 let prosil. Pa kupil mu je že 3 hude avtomobile, pa tako naprej. Pa ki jih je potem razbil, ne? In ga je potem, ko ga je 10 let prosil, a bi ti še počas šel na svoje, pa plačal morda kakšen račun za skupno bivanje v tej bajti, ne? In ko sine tega pač ves čas ni hotel narediti, ga je na koncu vrgel na cesto. Dajva zdaj ta klip pogledati preden, zato da malo usmerim publiko, kaj naj opazujem, je pa fantastično, ker Trump na koncu, ne, to boste na koncu tega klipa videli, govori o Grenlandiji tako po manjšanem merilu, kot da je to tista kocka ledu, ki jo na koncu vržeš v viski noter. No, to me je... Poglejmo. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. Now everyone's saying, oh, good. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations. They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. When it comes to the security of the Arctic region, Europe is fully committed. We will not accept to be blackmailed to do things we're not willing to do. We do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. So other presidents have spent, whether foolishly or not, trillions and trillions of dollars on NATO and gotten absolutely nothing in return. We've never asked for anything. But now what I'm asking for is a piece of ice. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. No, o tem sem jaz govoril. Joke bi bil, da bi Evropa odrezala en kos ledu Grenlandije in ga z ladjo dostavila v New York Trumpu. Ne? Ampak ne, recimo v Evropi, pravzaprav Finska in Poljska in do neke mere baltske države, pač glede na svojo velikost, so recimo približno vojaško pripravljene na karkoli sploh
ne, da govorimo, vsi ostali so joke. Francija, recimo Macron, 40 let plus, mislim, da Francija ni imela proračuna brez deficita, zadolžena precej preko vseh evropskih meril in ta trenutek celo, kako že rečejo Angleži, ungovernable, ne, se pravi, nemogoče jo je vladati. Ne. In se dela zdaj tukaj pametno, pri čemer izgublja še tiste, bom rekel, tiste vire, ki jih ima v Afriki še iz nekega poznega kolonializma. Zaveš, kako pa jaz vidim tukaj Trumpa, ne? Od tega začetnega suspenza, da bo šel z vsemi sredstvi iz lepa ali iz grda, do tega, ker se je tukaj mal naredil norca iz vseh prisotnih, ne? Pač spet se vračamo na Trumpa kot trgovca. Lahko bi imel dolgo in izjemno naporno in verjetno tudi precej brezplodno debato o, ne vem, 2-3 novih vojaških bazah na Grenlandiji, ne? Šel je z megalomansko napovedjo, to si bomo preključili, to je de facto že naše, ne? In zdaj, če gledava, ne, lahko na koncu Danska ali pa Bruselj celo prikažeta, če bo na koncu vse izteklo v 2 ali 3 nove vojaške baze, to kot en izjemen way out oziroma velik pogajalski uspeh. Ne? Jaz mislim, da je Trump dosegel 2 stvari. Ne? Res je šokiral, ne? In to je njegov slog, ki je tudi meni na živce, v smislu najboljši, največji, nastopa pa, kot da je še vedno v tistem svojem reality showu izpred 30 let nazaj. Ampak zdaj pustimo formo, ne, ki je meni tudi bizarna, ne? Ampak če pogledamo, kaj je Trump dosegel, ne? Pravzaprav dosegel bo karkoli lahko zdaj naredi z Grenlandijo, če jo ne priključi, ne? Ker bo vse to izpadlo. To je ta pogajalska taktika, res trgovska. Ne? In na drugi strani dosegel je, da je sine, če se vrnem iz prejšnje primerjave, torej Evropa, začel iskati stanovanje, ne? Oziroma po domače začel razmišljati o svoji lastni strateški avtonomiji oziroma obrambi. Ne? In to je pravzaprav to, kar ameriški predsedniki vljudno in diplomatsko sporočajo Evropi že zadnjih 20 let, pa Evropa tega ni bila pripravljena slišati. Preden greva mogoče še par besed o Iranu, ki je vendarle najdlje od naših oči in naših src, bi jaz sem še nekaj tukaj noter prepeljal. Si opazil, da slovenska vlada napoveduje priključitev tik pred skrajnim možnim rokom, zato tožbi Južne Afrike proti Izraelu zaradi genocida v Gazi. Imam kratek komentar. Mislili so, ne, ali pa vsem je že delovalo, da so Izrael in Gazo izgubili kot predvolilno temo za marec 2026 in to je zdaj pač način, da Gaza in genocid v Gazi ostanejo predvolilna tema. Ja, se strinjam, bom dodal samo to, ne, da po eni strani že ves čas spremljamo, kako poskuša levica frejmat, ne, da je Janez Janša oziroma desnica je enako Donald Trump, tako, je enako kaos, je Ja. enako, če ne bomo mi na oblasti, bomo imeli kaos na ulicah in nek trumpistični režim. Pri čemer je najbolj trumpističen politik ta trenutek v Sloveniji ravno Robert Golob. S tem, da je tako zelo fasciniran nad tem likom iz Amerike, ne, da ga je celo z Tino čakal pred WC-jem v Pred Parizu. WC-jem postavil zasedo, da bi se lahko z njim slikal, ne, oziroma Tina, no, sej, to mislim, da je bolj Tinina, ampak kakorkoli. Ne, torej, to je ena stvar. In druga stvar, ne, ta tema Palestina, mislim, da manj vleče kot mislijo, da vleče. Ne. To je morda res neka tista tema tipa partizani domobranci, ki užiga najbolj neke zveste volivce, ne, medtem ko na širša publika, mislim, da ima Gaze poln kufer in da jim to pravzaprav niti ne bo koristilo. Tik preden greva iz Davosa, ker si ravno omenil Roberta Goloba, ga ni bilo v Davosu in kabinet je poslal en skrajno duhovit v bistvu odgovor, ker se osredotoča na zdravstveno in druge strukturne reforme. In da bo prišel tja naslednje leto. Tako da, ja, glede Irana, morda še 2 besedi. Ajatole so uspele zatreti proteste. Ne? Trump je... Sam še to, za nagrado lahko Macerla vzame pol, če mu to uspe, naslednje leto prije do Davosa zraven. Ne. Ja, če bo Macerla že želel tja. Ne? Ajatole so preživele proteste, Trump je požrl svojo obljubo, ne? Res, da Amerika kot prvo ni imela zares pripravljene strategije. Ja. Tudi ne... Mal preveč razpršeno pozornost imajo ta hip, ne. Tako je, ne? To je ena stvar. Druga stvar, vprašanje, če bi bil sploh ameriški napad zares produktiven, ker bi lahko omogočil ajatolam, da se združijo proti protestnikom, da narod združijo proti protestom, češ, lejte, to je Amerika spodbudila. Ne? In kot tretje, arabske države v okolici si pravzaprav niso želeli, da bi Amerika posredovala. Zakaj? Ker če bi Amerika posredovala in spremenila režim v Iranu, bi to pomenilo velike spremembe ravno za arabski svet. Iran bi lahko izvažal nafto, ki je zdaj pod sankcijami, torej konkurenca. Ne? Na eni strani in na
drugi strani pač pravzaprav bi bil to lahko, Iran je že v preteklosti bil tista islamska država, ki je bila zelo liberalna, ne, če gledamo mi slike Irana pred revolucijo, ženske tam niso bile zakrite. Popolnoma druga zgodba. Ne, to je bila bistveno bolj svobodna država, kar se tiče kot je danes, ne, in kot so danes ravno te arabske dežele, kot je Združeni arabski emirati, Saudska Arabija in podobni, ki so pravzaprav Trumpa glede tega ustavili. Je pa res tudi, ne, da iranska opozicija ni bila povezana in da ima Iran zelo strateško postavljene varnostne sile, poleg vojske še revolucionarna garda, ki je povsem podrejena režimu in je tista, ki je pravzaprav zares proteste zatrla. Zdaj, da jaz povzamem zelo na kratko, vidim to temo preprosto kot celo za Donalda Trumpa preveč odprtih front globalno naenkrat, pa je bilo vsaj eno treba precej na hitro sanirati oziroma zapreti. Ne? Zdaj greva nazaj v Slovenijo in sicer skozi kriterije, ne, po katerih nas tudi tujina gleda, in to je neka privlačnost našega poslovnega okolja. Med drugim zelo pomemben del ta davčna obremenitev plač in sama višina, ne, dohodkov v državi. Pokazalo se je, ne, ker je to tema, ki se zdaj že drugi, tretji teden nekako vleče v mainstreamu, kako močna figura, pa kakorkoli imajo ošpice v vladi aktualni na njega, ne, je v smislu agenda settinga oziroma določanja nekih predvolilnih tem lahko Blaž Brodnjak, ki je to odločanje državljanov vsaj deloma v skladu tudi z denarnico, ne, očitno uspel uvrstiti med eno od tem, za katero lahko rečemo, da bo ostala eminentna do 22. marca letos. Jaz mislim, da je ključno, da Brodnjak ostane ta trendsetter. Mislim, da se celo iskreno, še posebej na levi, pa malo tudi na desni, verjetno bojijo, da bi Brodnjak šel svojo stranko, kar je sicer malo verjetno, vendarle nima teh ambicij, koliko razumem, vsaj zaenkrat ne. Mislim pa, da v slovenski politični krajini koristi, da se ravno to odločanje z denarnico prenaša v predvolilni program oziroma predvolilne debate, to pa mislim, da je zelo ključno. Res je, no, in videli smo odziv enega od bolj priznanih davčnih svetovalcev v državi, ki je bil tudi šef Fursa, ne, Ivana Simiča, ki je nekako nastavil ogledalo aktualni vladni garnituri, bil je po Brodnjaku drugi nekako v vrsti, ne, in sporočil nazaj, tako Luki Mescu se zdi, ne, čeprav je najbolj direktno naslovil finančnega ministra Boštjančiča, ki je pravzaprav Brodnjaka vprašal, naj se pogleda v ogledalo, ne. Mislim, da tisti, ki tako veliko prispevajo v državni proračun, bi jih morali predvsem spoštovati, ne pa obsojati. Ampak minister Boštjančič pravi, ne, da so morali tisti menedžeri najbolj plačani, ki prispevajo, kot vi pravite, ne več v državni proračun kot ostali, ob kritikah vlade tudi sami pogledati v ogledalo. Mislim, v tem obdobju se mora pogledati v ogledalo, mislim, ne bi komentiral. Mislim, kaj takega povedati, sploh pa minister, ki je bil včasih menedžer in to krizni menedžer, da tako govori o svojih nekdanjih kolegih, če govorimo zdaj, da so pač na različnih straneh, ni primerno in v ogledalo bi se lahko predvsem pogledali tisti, ki državni proračunski denar trošijo za nekontrolirano za zadeve, za katerih ne bi smeli trošiti. Ja, mislim, zakaj je bila ta javna debata tudi med Brodnjakom in dvema ministroma koristna, ker, smo pa vendarle med tednom slišali tudi to, da od Brodnjakove bruto plače €1 milijon kakšnih $500 milijona pade v državni proračun. Ne? In da je v bistvu Klemen Boštjančič prihaja ravno iz te iste srenje, ne? Samo da ima bistveno slabši track record. Ne? Boštjančič sicer res da kot krizni menedžer, no, kar je manjša razlika, pa vendar, ne, je tisti grobar slovenskih podjetij, ne, ki je recimo najbolj znan po tem, da je pokopal Adria Airways, ne, kar je v veliki meri tudi njegova krivda, ne, in je potem postoteril velikost proračuna, s katerim upravlja s tem, ko je postal finančni minister, ne, in v podobno smer pelje pravzaprav tudi slovensko državo, ne, in hkrati je tudi tisti, ki ne pametuje o minimalni plači, hkrati pa je bil prejemnik zelo visokih prihodkov. Ne vem sicer točno koliko, ampak tukaj govorimo o bistveno večjih prihodkih, kot jih bodo katerikoli posamezniki na minimalni plači kadarkoli videli. Se pa zdaj kaže, kako v slovenski politiki ni niti, ko gre za snemanje videov na TikToku, na ključi. Namreč zdaj je jasno, da je Luka Mesec, ko je odgovarjal Blažu Brodnjaku in njegovo bruto plačo preračunaval v število minimalnih plač v Sloveniji, ne, že delal prvi marketinški korak za nov predvolilni bombonček, to pa je
minimalna plača, tako pravijo v koaliciji, prvič v zgodovini nad pragom revščine in prvič v zgodovini nad 1000 evri neto. Ne? In prvič, to pa ni prvič, ampak bom rekel, gre za eno blazno zavajanje, oziroma do zdaj v Sloveniji očitno nihče ne razume 3 pojmov, ki so neto, bruto in bruto, oziroma kosmati bruto. Pa da pojasnimo, zakaj gre. Luka Mesec očita Blažu Brodnjaku plačo 1 milijon evrov. Brodnjak res dobiva bruto plačo približno okoli 1 milijona evrov. Ja. Od česar... Bruto, celo malo čez, ja. Približno, ampak od česar domov odnese približno 400 000. Tako. Preko 600 000 pa od tega obdrži državni proračun. Obdržita Boštjančič in Mesec, ki to lahko razporejata. Prosto po Robertu Golobu, v bistvu. To je prvo. Drugo, česar ne razumejo ljudje in jih Luka Mesec zavaja, in Klemen Boštjančič prav tako, ko govori o plačah in tako dalje, je dvig minimalne plače na 1000 evrov. V resnici se je minimalna plača dvignila za 204 evre bruto plača, kar pomeni, da je za približno 113 evrov, ki jih je dobil posameznik na minimalni plači na račun, država pobrala dodatnih 77 evrov. Oziroma 44% dviga je država pobrala v svoj lasten žep. Namesto, da bi upoštevali recimo davčno razbremenitev, če bi samo naredili nič. Luka Mesec ne bi rabil narediti absolutno nič, da bi državljani imeli približno 1000 evrov plače že danes minimalne, zato ker bi v veljavi bila Janševa reforma, ki bi sama od sebe neto plačo pripeljala do tega, ne da bi se bruto za delodajalce s tem bistveno povečal. S tem pa smo bruto za delodajalce dvignili za skoraj 300 evrov, če se ne motim, In ne samo to, mislim pač, vlada to piča, kot češ, za 16% se je dvignila neto plača, pri čemer se je bruto plača, neto plača se je dvignila za približno 12%, samo za 11% pa strošek delodajalca, ki je že itak bistveno večji. No in to, kar si zdaj povedal, ta bullshit sta v 2 studijih praktično hkrati razbijala Vrtovec in Cigler Kralj iz NSI-ja, s tem, da meni bolj kot ona dva, sta mi zanimiva sparing partnerja, na eni strani pri Vrtovcu Mesec, na drugi strani Grah od Svobode pri Ciglerju, kjer je Mesec se v bistvu tej logiki, ki si jo predstavil, uprl, skratka dejstvom, številkam, da bi bila že zdaj čez 1000 evrov minimalna plača, je to zanikal, medtem kot drugi generalni sekretar Svobode je to celo gladko priznal. Poglejmo. Predlagamo dvig splošne dohodninske olajšave na 8000 evrov in s tem bi minimalna plača znašala 1150 evrov. In tudi, če pogledate statistiko, če se ne bi razveljavil zakon o dohodnini, ki je nastal na predlog Nove Slovenije pred 4 leti, potem bi že danes imel vsak državljan, ki prejema minimalno plačo, to minimalno plačo v višini 1022 evrov. Sprejmete te argumente, da bi bila še višja minimalna plača, če bi se to upoštevalo? Ne, kar gospod Vrtovec predlaga je, da ljudem vzamemo iz levega žepa in damo v desni žep. To vam je večkrat spodletelo. Če ne bi ustavili naše dohodninske reforme, bi zdaj bila neto plača brez obremenitev vseh, ki ustvarjajo. Vsi, ki delamo, se motimo, tudi delamo napake. Tisti, ki delamo, tudi delamo napake. Spoštovana. No, zanimivo, ista dilema, torej ali bi dejansko brez razveljavitve tisti mini davčne reforme v času Janševe vlade že zdaj gledali minimalno plačo občutno na 1000 evri, Mesec pravi, da ne. Grah iz Svobode pravi, pač smo se zmotili. No, jaz mislim, da moja analiza je, da Grah sploh ne ve, o čem so se pogovarjali in ni sploh razumel te debate in se je mogel nekako potegniti ven. Medtem ko Mesec načrtno, zavestno zavaja, ker ravno to, kar on dela, je zdaj predstavljanja iz levega v desni žep. Zakaj? On je zdaj administrativno dvignil plačo, obremenil gospodarstvo, en kup ljudi oziroma en kup podjetij razmišlja o odhodu iz Slovenije zaradi tega, hkrati vsi ostali nimajo več rezerv, torej bodo dvignili cene, kar pomeni, da bodo ljudje pač plačevali višje cene storitev in bo ta njihova kupna moč še bistveno manjša ob bistveno slabši konkurenčnosti Slovenije. Je pa ves ta politični marketing del tega, okrog česa se je lep del najne epizode vrtel. Namreč, če hočeš levico v parlamentu, pa še prerod mogoče zraven, mora levica nekaj dati od sebe. In zdaj, zvedeli smo ravno kar, da minimalna plača bi bila višja, kot jo zdaj po dvigu obljublja levica, dolgotrajne oskrbe ni, stanovanj, ki so jih napovedali 3000 jih ni,
Ne? Ampak rabiš pa še vedno 2 partnerja za Roberta Goloba, 2026-2030. Ja, in tukaj Levica res, bom rekel, išče neko demagogijo, ki je res boleča. No. Samo to lahko rečem. Ne. Ni pa lažna samo razlaga od Luke Mesca, ne? Ampak smo vsega hudega vajeni zvedeli, da je bil še lažen policist na enem najbolj zastraženih objektov v državi na Brniškem letališču. Ne? Ja, več mesecev, mislim, da če sem prav razumel, se je z fake identiteto po Brniškem letališču sprehajal policist, ki to ni bil, ker mu je nek drug kolega posodil uniformo in kartico. In potem, ko tistega resničnega policista, pravega policista ni bilo, je ta z njegovimi karticami hodil prosto po Prešernu, pri čemer se meni, in mislim, da mi noben novinarski prispevek ta teden ni odgovoril na to, postavlja vprašanje motiva, ne? Verjetno je bil nek motiv, zakaj je lažni policist želel biti tam prisoten. Veva recimo, da v pristanišču, kakšna varnostna služba ima vpliv na to, kaj gre čez in kaj ne gre. Tako da morda to v nadaljevanju še izvemo. Kar mi je bilo zanimivo pa, istočasno s to novico o lažnem policistu je šel ta vladno-medijski aparat z zgodbo o delovanju Šutarjevega zakona, o brezhibnem delovanju Šutarjevega zakona, češ da so nove izvršbe za prekrškarje povratnike v igri in tako naprej. Ne. Skratka, želi nam ta oblast pred volitvami, čeprav se tudi glavna afera predsednika vlade vrti okoli vpletanja v policijo, ne, povedati, kako policija brezhibno, sploh z novim bleščečim zakonom opravlja vsa svoja pooblastila. Ne. Žrtev političnega mrcvarjenja pa po mojem mnenju še nikdar ni bila bolj kot v zadnjih 4 letih. Ja, ampak v slogu aktualne vlade policija dela dobro, vlada dela dobro. No in pri tem, kako dela policija, ne, je verjetno res vseeno, če bi bil naslednja 4 leta tam tudi Zoran Stevanović. Ne. Kaj dosti slabše že ne gre. Ne. Mislim, da se da še marsikaj razgraditi, podobno kot v zdravstvu. Ne, vendarle policija funkcionira v veliki meri na entuziazmu poštenih policistov, ne, kako kot zdravstvo na entuziazmu požrtovalnih zdravnikov in dalj časa, kot jih drmaš, dalj časa, kot jih ponižuješ, manj tega entuziazma je. Tako da to je ena stvar, ne? To je nekaj, kar se ne da kupiti, da pa se kupiti očitno nevladniško vojsko, o tem pa v epizodi, ki sledi. Sem ravno hotel reči, da sva pri koncu redne in spet je nastala ena dolga, ne? Zato spomneva na anketo, kjer bova najino publiko vprašala, med drugim tudi to, ne? Ali bi še daljše epizode, ali bi malo krajše. Ne? Skratka, ne pozabite na to. Ne bo, ampak vendar, povejte, kaj si želite glede Safarija. Anketa je v opisu videa, tako da prosim, vabi vas k izpolnjevanju. Kdor še ni naročen na kanal, več kot polovica gledalcev je takih, vabljeni, da se naročite in na ta način tudi ne zamudite prihodnjih epizod. No, Imate močno motivacijo že v Safari Special, ki bo jutri zjutraj na portalu zanima.me in sicer drobovje financiranja, če hočete, karierne in politične poti Zorana Stevanovića, pa tudi najbolj razvpitih nevladnih organizacij, ki se večino časa, več kot z humanitarstvom, ukvarjajo s sestavo prihodnje slovenske vlade. Ja, tako več analiz, kot že rečeno, torej in jutrišnja posebna epizoda za naročnike in sicer pa na portalu zanima.me, tako da obiščite tudi portal čez teden, mi pa se vidimo v prihodnji epizodi tedenskega Safarija, do takrat pa lep pozdrav. Lep pozdrav.